Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Roke si je treba umiti. Ni važno, ali ste ženska, moški, otrok, marsovec ali špartanec, higiena rok je nujna, virus gor ali dol. Sedaj pa gledate 48. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali drugačen Božič, kako se pravilno piše in zakaj bo letos drugačen. Vse 4 adventne svečke že gorijo, pa vendar je letos vse drugače. Kakšen bo letošnji Božič in zakaj bo takšen, bomo vprašali naša stalna komentatorja. Normo Marijo Brščič in magistra Romana Vodeba. Toplo pozdravljena. Živijo. Lep pozdrav. Norma, predlagam, da midva začneva, pa me zdaj zanima, zelo veliko debate je bilo v zadnjih dneh v Sloveniji, kako se pravilno piše Božič. Pa me zdaj zanima, kako ti Božič pišeš. Ja, jaz ga z veliko, zaradi tega, ker spoštujem slovensko tradicijo in se mi zdi, da je nekaj neodtujljivo slovenskega tudi Božič. Ja, kaj pa Roman? Tudi z veliko, čeprav nisem vedel, kaj je to Božič do 20 leta. Aha, ti pa iz strahu spoštovanja pišeš z veliko? Ne, se mi zdel spoštovanje do vernih, Ja. pa do tistih, ki imajo to za neko sveto stvar in z veliko. Tudi Bog pišem z veliko, ne. Pa so mi v šoli popravljali, pa sem jaz razlagal, da se Bog piše včasih z veliko, včasih z malo. Ja. Tako da, Sej pravopisno je res tako, ne? Slovenski prazniki se vsi pišejo z malo, ampak če napišeš z veliko, boj, da ni nič narobe. Imamo pa tudi nekatere, ki v javnem življenju, ki pa delajo iz tega še kaj več, kot samo pač pravopis. Namreč Aleš Primc, Norma, predsednik tvoje bivše stranke oziroma stranke, v kateri si bila prej, je napisal, da je njegova hčerka dobila pač neke minus točke v šoli, zato ker je Božič napisala z veliko. On je dal pa 10 evrov v šparovček in je rekel, da ji bo vsakič dal 10 evrov, če bo napisala Božič z veliko. Zdaj, Norma, a se ti zdi to tako pomembno vprašanje, da je treba plačevati otrokom, da piše Božič z veliko, ali je to bolj stvar posameznika, kako napiše? Meni se zdi, da je to izraz tvojega osebnega odnosa do Božiča kot takega. Ne? Meni, na primer, Božič zelo veliko pomeni, ker se mi zdi to del slovenske kulture in mislim, to je res en lep družinski praznik in cerkven praznik in verski praznik. Za nas kristjane je to dan, ko se rodi Jezus, a ne prižge novo upanje. Take, mislim, pomembne stvari, to je drugi najpomembnejši krščanski praznik, a ne, takoj za veliko nočjo. In se mi zdi, da tudi tako spoštovanje izkažemo prazniku, tudi s tem, da ga pišemo z veliko. Roman, kaj pomeni, recimo, če pišemo Božič z veliko ali z malo? Če nekdo napiše recimo Božič z malo, to potem pomeni, kako pravi Norma, da mu ne pomeni kaj dosti ali ne igra to nekaj? jaz se mi zdi, teli lingvisti, ne, bolj so tako levo konotirani, politično gledano. Po mojem, oni uživajo, ko se te, ki verujejo v te krščanske vrednote, jezijo, ker v pravopisu piše z malo Božič. Jaz pišem z veliko, pa tega Božiča nikoli nismo praznovali, tudi zdaj sem doma vprašal, če smo mi to kaj praznovali, nismo praznovali. Tudi neke anekdote v svojem otroštvu sem doživljal na račun tega, ampak Božič jaz spoštujem kot praznik, spoštujem tiste, ki ga tako praznujejo, kot ga praznujejo, in nič ne uživam, če se nekdo, ne vem, ki politično ni blizu meni, ne vem, svoj užitek organizira okrog nečesa, jaz ne uživam, če nekoga spotikam. Te pa, ki se norca delajo recimo iz religije ali pa z Božičem, pa mogoče tudi z Boga, mislim, to imajo pa probleme sami s sabo. Ampak sem imel za ateista svoj čas, ne, zdaj nisem. Bi vaju presenetilo, če vam povem, da ni ateist postavil pravila, da se Božič piše z malo, ampak je bil to posvečen človek. Namreč to me zanima, ne? A je to že nujno zajebavanje ali pa norčevanje iz Božiča, če pišeš Božič z malo, ko meni se zdi, da ne. Ne, mislim, da ni. Mislim, je kot pravopis, jaz sem si pogledala, ne, saj je oboje dovoljeno, ampak se mi zdi, da pokažeš, da ti nekaj pomeni, če ga z veliko pišeš, ni pa nič narobe tudi, če ga z malo v tem pravopisnem smislu. No. Ampak je pa res, da letos Božič ne bo drugačen samo zaradi tega, ker poteka debata o tem, kako se ga prav napiše, ne? Ampak predvsem zaradi razmer, v katerih ta hip smo. No? Ampak
Imamo nadškofa Cvikla, ne, ki je rekel, letos imamo možnost, da Božič zopet doživimo kot družinski praznik. Skratka, kar mogoče nenavadno, ne, večina ljudi si predstavlja, da bo letos Božič drugačen, da ne bo tako čaroben, prav takšen, kakršen mora biti zaradi razmer. Medtem ko vidimo pač nadškof Cvikl pa pravi, da je ravno obratno, ne, da imamo letos možnost, da pač Božič doživimo tako, kot bi ga naj v osnovi doživljali. Se ti strinjaš s tem, Norma? Ne zdi se mi, da lahko Božič isto doživiš doma, kot ga doživiš v cerkvi na božično polnočnico, recimo. To se mi zdi, to so eni najlepši mojih spominov na otroštvo. Lih tisti, ko smo šli domov od polnočnice, pa smo šli pol k atu pa mami, pa je pol mama čaj skuhala, pa smo se potem še pogovarjali do 2 zjutraj in pol smo šli domov vsi utrujeni, pa malo nas je zebel, pa tako, ampak to se mislim, ne moreš, zdaj itak je še to glede občin, a greš lahko sploh k domačim ali ne smeš, koliko jih bo 6 ali bo 7, kaj pa ne, mladoletni otroci se štejejo, ne vem, cel kup enih takih omejitev. Plus ne smeš iti, ne bo take božične polnočnice, kakor smo jo bili vajeni do zdaj, ne. Lahko jaz na to temo dodam. Recimo, jaz sem bil v prvem letniku, tam 83. leta na faksu, jaz sem bil v Ljubljani, tam na Trnovem, in potem so tam meni študenti rekli, pojmo k polnočnicam. Sem rekel, ko pa je to? Pojma nisem imel. Pa smo šli in pridemo v tisto trnovsko cerkev, pa odpremo vrata, je bilo pa čist nabit, ne, pa si izgledal kot tele v nove vrate, sem mislil, da kaj zastojno talajo. Nisem imel blage veze, zakaj se gre. Nisem zdaj kriv, da nisem vedel, ker mama je rekla, mi njega nismo praznovali, včasih stara mama, dedek so praznovali, ampak se mi zdaj ne zdi pa fair, da mi nekdo napiše na Twitterju, ne, Blaž Kelbl, da so me imeli do 20. leta zaprtega v svinjaku, ne, ker sem ateist. Ne, sej, bil sem ateist, ampak pri enih 25 letih sem pa jaz začel čutiti, da Bog obstaja. Mislim, ker sem bral Freuda, sem tudi vedel, zakaj čutim, da Bog obstaja. Zato sem imel močnega očeta, ne, oče tisti prvi Bog in jaz čutim in sem verujoč, ampak nisem pa opet rekel krščansko tradicijo že, ampak nisem pa veren na tak način, kot so recimo tisti... V cerkev ne hodiš, ne? Ne. Tudi zdaj ne, si pol začel redno hoditi k polnočnicam, potem... Ne, nikoli, samo prvič tisti sem videl, pa še pol sem enkrat videl, so tiste neke bombončke talali. Sem videl v filmu Hair, sem LSD, ekstazija usta daje, so neke hostije. Nisem vedel nič, kaj je to, ne. Zdaj nisem jaz slab človek, ampak zelo spoštujem pa verujoče, ker vem, kako se jim psiha obnaša, ne? Da imajo neke moralne norme dosti boljše kot tisti anarhisti, ki v nič ne verjamejo. Ne? Z tega vidika, tudi zdaj smo imeli 5. obletnico tega družinskega referenduma. Ne? Jaz sem skupaj z nunami zbiral podpise. Ne, sem zbiral podpise in so prišli legebitrovci, se nas potikali, ne, mene so se ustrašili, ampak jaz sem bil cerkvi hvaležen. Mi ne bi podpisal zbrali, mi ne bi na referendumu zmagali, če ne bi bilo te krščanske tradicije. In jaz sem tudi konzervativen, ampak zaradi psihoanalize, ne zaradi krščanske tradicije, ker psihoanaliza je zelo podobna, kot gleda na družino, na ljudi, na družbo, krščanstvo. Tako da psihoanaliza je kompatibilna s krščanstvom. No. Norma, sej v Sloveniji je bil Božič zmerom družinski praznik, ne, posebej pač v prejšnjem sistemu se je tako reklo, ne. Vemo tudi, Jože Smole je bil prvi, ki je pač voščil za Božič, ne, na televiziji tudi in tako naprej v prehodu v nov politični sistem, pa pol v samostojno državo. Se pravi, če te prav razumem, zdaj je problem, če družina ni skupaj, ker ne more priti skupaj za Božič, ne? Letos, ko si rekla, da ne bo tako, kot je bilo prejšnja leta. Ja, včasih je bil to res družinski dogodek. Jaz bi rekla, kot praznik je bil verski praznik, a ne, ker praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Je bil pa to družinski dogodek, kjer so bili, tudi širše, itak tam pri cerkvi, pa pol po maši, si še vsi voščimo, pa tako si zaželimo lep doživeti Božič, pa tudi, ne vem, za novo leto, če se do takrat več ne vidimo, pa tako. Zdaj bo pa nekako, ne vem, omejeni bomo na Twitter, Facebook, mogoče kakšen Viber, če imamo že toliko napredne starše, na primer, ker nikoli ne veš, kako komunikacija teh pravil med prazniki je čist... Se to mi je nenavadno, ko praviš, ne? Zdaj so bili verski obredi, so dovoljeni, ne, maše pa to, se pravi polnočnic pa ne bo.
Ne, da ne bom slučajno, mogoče je to dovoljen, to oni razčistijo tisti, ko določajo. Ampak jaz iz preventive mislim, da ne bomo šli letos na polnočnico. Ja, razumem. Ker verjetno, Roman, v tem času je še posebej pomembno, bi bilo za ljudi, da imajo to neko duhovno oskrbo, da lahko grejo tudi k maših, polnočnicam in tako naprej. Ta duhovna oskrba je lahko tudi doma se moli. Jaz sem se svoj čas v eni telematični moji stroki zavzemal, da če hoče človek zdrav biti, ni treba, da vsak dan laufa pa se športa, sem rekel, nekaterim je dovolj, da doma molijo. In ko čuti, da mu Bog pomaga, je tudi bolj zdrav. Tako da ta molitev, kot duhovna oskrba, se mi zdi zelo pomembna, ampak meni se pa po drugi strani tudi zdi, da ne treba iti zaradi tega pa v cerkev, da lahko to doma narediš. Moja stara mama je vsako noč molila, vsak večer. Sem rekel, zakaj pa je rekla, kaj če Bog obstaja, za vsak slučaj. Drugo staro mamo, ki je bila nad vse verna je bila. Mene je ob rojstvu, par tednov, tako rekoč sta z očetom ugrabila, moja mama ni vedela, da sem jaz bil krščen. In jaz sem pa 30 letih zvedel, da sem krščen. Kaj vem, to moja stara mama je kap zadela v cerkvi. Pa sem rekel, kje pa zdaj ta Bog bil, da je pa glih v cerkvi kap zadane, pa 3 sinove izgubila. Moj fotar je rekel, mama, kje pa zdaj ta tvoj Bog? Moj oče je bil pa ateist, zato ker je imel svojega fotra gluhega, se pravi simbolno kastriranega, in pa si ateist. Tudi Freud je bil ateist, zato ker njegov oče je bil, rekel, finančno kastriran, in je tudi mama mu rekla, da ni Boga in da se človek iz nič rodi, in mu dokazovala tam z neke roke pa pokazala. Skratka, skozi Freuda, skozi Leonarda da Vincija sem pa jaz začel kapirati to okrog tega verovanja, tako da jaz zelo spoštujem ljudi, ki verujejo. Ok, predlagam zdaj, da si vzamemo kratek premor, da predelamo to, da je Roman bil prvič pri polnočnicah leta 83, pa da je bil krščen, ampak ne nam iti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj bo letošnji Božič drugačen. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami so še vedno Norma Brščič in Roman Vodeb, pogovarjamo pa se o tem, zakaj bo letošnji Božič drugačen. Norma, Roman, če se za trenutek še zadržimo pri cerkvah, meni se zdi absolutno prav, da so pač cerkve odprte, da potekajo bogoslužja, ker se mi zdi, da to ljudje v tem času, ki je prazničen čas, božičen, to si ti prej, Norma, lepo razložila, zakaj je to pomembno za kristjane, da se to dogaja, ampak po drugi strani sem pa žalosten, da pa šole pa niso odprte. Zdaj Andraž Teršek, nesojeni ustavni sodnik, je delil nek zemljevid na družbenem omrežju Facebook, kjer pravi, da edina država v Evropi, kjer so cerkve odprte, šole pa zaprte, je Slovenija. Pa me zdaj zanima, se ti strinjaš s tem, kar pravi Roman, da imamo nekak tak bipolaren odnos do cerkve, da pač preveč skočimo zmeraj, ko se omenja recimo Rimokatoliška cerkev, oziroma drugače te bom vprašal. A ti misliš, da je cerkev kriva, da so šole zaprte, ali je šolska oblast kriva, da so šole zaprte? Ja, si že povedal v oddaji Faktor, da je tale ministrica za šolstvo rekla, da bodo šole odprli, ko bo to iz vidika varnosti absolutno varno. Ja, res je. In mislim, tukaj cerkev nima nič, meni se zdi sicer noro, tudi to, da so šole zaprte, ker se mi zdi, da proporcionalno ne povečujejo toliko tveganja, kakor povzročajo škode, sploh še posebej za otroke s posebnimi potrebami. Se mi pa zdi to, da so cerkve odprte, pa dobro za vernike, ker tudi tako se mi zdi, da je na splošno klima mentalnega zdravja, da gre vse na slabš. In se mi zdi, da verujočim naprimer veliko pomeni tudi to, da gremo lahko v cerkev, in je iz tega vidika dobro, da vsaj tam najdemo, oziroma da gremo lahko nekam, kamor greš prvič od doma in se pravi, da se malo urediš, da malo se nekaj dogaja v življenju, kar sam iz kuhne v dnevno pa nazaj. In tudi ta komponenta Božiča kot novega upanja, rojstva našega odrešenika, se mi zdi, da je to zelo pozitivna stvar za mentalno stanje verujočih. Se mi zdi pa financiranje duhovnikov kot takih pa mal tak nenavaden ukrep,
bi si bolj želela, da bi naprimer država lepš poskrbela za sakralne objekte, kakor pa da pač plačujemo duhovnikom ta socialna zavarovanja pa te stvari. Za cerkve pa obnovo oltarjev pa teh kipov pa v bistvu moramo tudi verniki pač sami izbirati, čeprav je to kulturna dediščina. Roman, a je dosti ljudi pravi, ali pa nekateri pravijo, no, da ima ta trenutna oblast pač bolj, kako bi rekel, topel odnos do Rimokatoliške cerkve, da mogoče pozablja na to ustavno delitev cerkve od države. Kako se tebi zdi? Ti opažaš tu kakšno spremembo zdaj? Ja, seveda, desna politična opcija, pa vsa ta konzervativnost, ki gravitira k krščanstvu, je za pričakovati. Ne? Oni, zdaj, če bi imeli večjo veščino, bolj suvereno, če bi bilo več desnosti na tem desnem polu, ne, bi si prizadevali za verouk v osnovni šoli kot obvezen, to ima menda Hrvaška. Meni to ni prav prijetno. Jaz se prav fajn počutim, recimo, da mi doma nismo bili verni, ker moj oče ni pokleknil pred nikomor. Recimo, jaz sem svoj čas rekel, da se mi zdi prav, da recimo tam v islamu tisti največji, ne vem kakšni džihadisti pokleknejo pred enim Allahom. Moj foter ni pred nikomor pokleknil in tudi jaz ne. Zdaj pa, če nekdo poklekne pred enim gospodom Bogom, to meni z vidika razvoja duševnosti se mi ne zdi fajn. Tako da vem za pozitivne stvari cerkve in jih priznavam. So tudi take po vinkih. Marks je rekel, da je religija opij za ljudstvo, ampak oni mislijo to v smislu, da ti blaži bolečino, ne da te omamlja, da si butast, ampak blažiti tisto notranjo bolečino, ki jo imaš, in če čutiš, da ti Bog pomaga, je lažje živeti. Ampak se mi pa zdi, da bi pa mogli pa deliti med državnim tem delom pa cerkvenim. Tukaj jaz ne vidim take povezave in se mi zdi tudi, kot je Norma rekla, tole financiranje duhovnikov mi je spolsko. Tudi ta kulturna dediščina se mi zdi bolj pomembna. Bi pa rekel, tudi tole šole pa cerkve. Meni se ne zdi prav, da so cerkve odprte. Zato, ker če bi dal na vago, kaj mora biti odprto cerkev ali šole, bi jaz dal, da so šole odprte. Ker znanje, ki ga otroki srkajo, vsega srkajo tudi nadaljavo. Je bolj pomembno kot to, da je nekdo pomirjen, če pride eno zmolit v sakralni objekt. Ker moli lahko tudi doma. Ker če Bog obstaja, pride tudi domov in se ti lahko intimno z Bogom pogovarjaš tudi doma, ne rabiš tudi cerkev. Z vidika epidemije, pa širjenja virusa, mislim, to je spolsko. Gledam tisto cerkev tam dol, neki cerkveni možje so tam umrli v Črni Gori, pa potem v Srbiji. Pa to so bili brez maskega lupčka, pa 5000 okuženih. Mislim, kje imajo pamet? Ukrepi morajo biti zato, da virus ne preskakuje, in to v cerkev hodijo tudi veliko starih. In zdaj bojo tam stari, tam se nabili noter. Pa to je nevarno. Jaz tega ne bi dovolil. Jaz se vedno sprašvala, zakaj se teh starih v bistvu ne vpraša, kaj oni želijo. Saj on ve, da naprimer, če bo šel v cerkev, da je pač večja možnost, da bo, ne vem, staknil kaj, če tako rečem, po drugi strani pa to, da ga pa zapiramo nekam, pa mogoče njemu še slabško, ker pač, da v najslabšem primeru dobi virus, pa tudi če pol umre, ker to, da živiš v izolaciji, za katero si sploh nisi nikoli dal pristanka, je pa tudi eno trpljenje hudo, ko pa vsi so ga spregledali. No, recimo, moja radikalna teza je bila, ker sem jo tudi, mogoče celo v faktorjih bila ti zraven. Jaz sem rekel, da mi rabimo diktaturo. Zato, ker folk bi samo užival. Načelo ugodja je tako močno pri človeku, da tisti, ki nimajo nadjaza, torej ne pameti, ampak moralne razsodnosti, bo podlegal načelu ugodja, tisto, kar je prijetno. In te anarhisti nimajo nadjaza. In verniki tudi mislijo, da jim bo Bog pomagal, v resnici pa neke pameti nimajo, ker mislijo, da se mi bo Bog pomagal. Ja, čak malo, okužil se boš. In nekdo, ki ima razsodno moč, mora reči, starostniki, ne smete jeti v tisto gomilo ljudi noter, ker se lahko okužite, ne smete. Ja, mi bi radi. Ja, radi pa prav, ne sme radi zmagati, pa lušten, pa tisto, kar bi, ampak tisto, kar je prav. In tisto pamet, ki jo pa imajo pa epidemiologi, pa tiste strokovne službe, NIJZ, pa vlada, te naj povejo, kaj smemo, ker tam so pametni ljudje. Ja, veš, koliko ljudi je naredili samomor, ker so odrezani od vseh, ki jih imajo radi? Ne vem, če jih je toliko veliko. Jaz verjamem, da je psihološka stiska, ampak mi ne moramo... Pa kljub temu vsem tem ukrepom, pa jaz ne nasprotujem ukrepom kot takim, ampak se mi zdi noro, ker učinka ni nobenega. Še zmeri nam za en avtobus ljudi umre na dan, s tem, da so
ljudje po domovih za ostarele vsi odrezani od stikov, tisti, ko so v bolnicah umrli, so mogli sami umirati, če je kakšna medicinska sestra bila mogoče sem pa tja toliko prijazna, da je po nekih Facebookih to probala preklicati domače, da so jih imeli na ekranu od telefona. Meni se to zdi noro, meni se to zdi veliko večja škoda, kakor pa pač, da se ti ukrepi se mi zdi, da povzročajo veliko večjo škodo, kakor virus sam. Ker je preživelost za virusom je 99,7%, ni to zdaj neka kolera, ki bi 40% umrla. Če daš pa starostno skupino, pa procent nad 60, boš pa videla, da je ta procent pa blizu pa 50%, ali pa nad 70 let. No. Stari ljudje umirajo, ne. In zdaj, ampak kdo pa je kdaj umiral? A so mladi ljudje ponavadi umirali? Praviloma stari ljudje umirajo, ker so stari in je tako vedno bilo, zdaj pa iz tega delamo nek problem. Če bi bila ti stara, bi drugače razmišljala. Ne? Jaz imam doma staro mamo in me prav skrbi, da ne bo šla ven, bom šel jaz, grem samo tuš, ne, pa tako naprej. Lej, nam umre en avtobus ljudi. Nam bi lahko umrli, če ne bi imeli teh ukrepov, 5 avtobusov na dan. Ne? To ni tako enostavno. Ne? Zato te ukrepi so problematični, ne zato, ker so slabi, ampak zato, ker se jih folk ne drži. Mi imamo razpuščeno družbo. Mi tisti, priseljenci, ne? Naši bratje, pol brati, ne? Južno od Kolpe. Te ne spoštujejo slovenske mame, države, kaj šele fotra, Janšo. Ne? In oni se ne držijo ukrepov. Veliko anarhistov se ne držijo ukrepov. In pa krivijo pa vlada, da je vlada kriva. Ne, ljudje so krivi. Ampak vprosti, Roman, zdaj, kam pol paše tukaj recimo Rimokatoliška cerkev? Ker jaz moram reči, jaz tudi se pač nisem veren, sem ateist, sem pa hvaležen, da jo imamo, ker že spomladi je cerkev rekla, pač bogoslužja bojo, obredi bojo, ne vem, kjera sezona je takrat normal, ali so birme, ali so obhajila, se ni važno, so rekli, to pač bo, in potem, ko je to bilo, so začeli odpirati tudi druge stvari. Ne? In mi je zdaj prav fascinantno, da, kot ti praviš, Romana, ne, konzervativizem in tako naprej, da so oni v bistvu z tega vidika pa najbolj progresivni. Ne? Jaz bi pričakoval, da bo neka univerza recimo želela, da se čim prej odpre. Ok, potem bo pač oblast povedala, ali se bo to dovolilo ali ne, ampak ne čutim te želje v šolski oblasti, ne čutim te želje na univerzi. Vidim pa, da v cerkvi ta želja obstaja in moram reči, da sem zadovoljen, zato ker zdaj, ko se je začelo pač bogoslužje, to pomeni po moje, da bo jih malo tudi šole odprte. Zakaj je pri nas, po vajnem mnenju, ta obrnjena slika, da je cerkev tista, ki recimo tukaj ima vodilno vlogo, prva začne recimo? Jaz, če smem, pa cerkev je mrtva, če bojo ljudje nehali verovati v Boga. Ne? Oni rabijo uživo stik, da se naveze ta transferni odnos, kot se reče v psihoanalizi. Se pravi, ta čustveni odnos, duhovnik je tam oče in kjerokoli resnica izreče, to je suvereno zadeno v srce, v mozak, direktno. Ne? In mora biti uživo. Tudi jaz sem vzela ta svetovanja, se imam po telefonu, imam po Skypeu, ampak določene stvari moramo živo delati. Danes sem imel recimo 2 svetovanji, oziroma terapiji. S hipnozo sem jaz to mogel delati. Oziroma moja beseda učinkuje v živo, v mrtvo, virtualno pa ne. Ampak univerza podaja znanje, lahko se gre Zoom konference. Cerkev bi tudi se šla lahko Zoom molitev, pa karkoli ima, ne? Se pravi virtualno. Ampak ta pristni stik učvrščuje to virovanje. Ne? Se pravi tisti glavni, kaj je že, duhovnik, ne? In verne očice. To so zadet, rekel, v srce, v živo beseda mora biti. In cerkev točno ve, da mora to v živo narediti. Ampak ni pa z epidemiološkega stališča, pa to ni prav, no? Ker se širi koronavirus. Ja. Ampak kaj pa ostale stvari, recimo, ne? Tu moramo Norvo vprašati, je večji strokovnjak od naju dveh. Recimo, ne vem, ko greš v cerkev, dobiš odvezo, potem pač dobiš si prvo obhajilo, recimo dobiš zakramente, ne vem, se rodi otrok, to je verjetno za verujoče pomembno, ne? Zdaj verjetno ni bilo krstov tudi ne, se pravi niso mogli otroka krsto pelati in tako naprej. Se pravi, a ni tako, da je pač so res tu neke stvari, ki seveda si vsi želimo, da pač se ohranja ta zdravje ljudi pa tako naprej, ampak na neki točki, če se človek sam odloči, a to ne pomeni pol tudi, da se država zdaj vmešava v ta odnos vernika pa cerkev, da se vmešava v cerkev, ker če nočemo, da se cerkev vmešava v državo, pol verjetno tudi ne smemo pustiti, da se država v cerkev vmešava. Jaz mislim, da se cerkev bolj zaveda teh naših
potreb, tudi po, ne vem, kakor si rekel, krst, spoved, obhajilo, druženje, biti recimo sam s sabo. Je en mir v cerkvi, ne vem, mogoče če hodite kdaj na kakšnih potovanjih, pa si vseeno gledate kakšno katedralo ali pa stolnico. To je tak veličasten občutek, da nekaj se tudi v tebi noter zgodi, kot prideš. To si drug človek, lahko rečeš, da si zadet zaradi tega, ker je to nek transferni odnos z Bogom. Ampak že ti prostori, ampak diši pa lepo, ne? Že ti prostori se mi zdi, da te navdajajo z enim takim mirom, ko je posod ta panika, strah, ki se iz vsega ekrana, koronavirus, okuženi, umrli, vse. Tam pa, ne vem, pride Jezus pa reče, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, dal vam bom počitek. Take stvari se mi zdi, da so pomembne zaradi tega, da se nam v bistvu ne zmeša, ker je toliko teh stvari in tam, kar je napisano, če bi bil Rus, bi bil pravoslav, če bi bil Prus, bi bil protestant, ker sem pa Slovenc, sem pa katolik. In mi moramo to sprejeti, ker je to naša kulturna tradicija, naša dediščina. In meni je, mislim, tudi zaradi tega mi je toliko dragoceno, recimo prej si omenjal roman Muslimane, ne? Mi nismo, Kurban Bajram, to pri nas nič ne pomeni, Ramadan, to nič ne pomeni, ampak Božič je pa nekaj, kar nam pomeni. Slovenski musliman, to je naprimer protislovje v izrazih. Slovenci nikoli nismo bili muslimani, ne? Lahko imamo neke priseljence, ki so dobili slovensko državljanstvo, ampak to zame ni muslimanski Slovenc ali pa slovenski musliman ali kakorkoli, ker je to nekaj toliko neodtujljivo slovenskega, ta katoliškost, da se mi zdi edino logično, da se pač kot družba gremo proti Božiču, proti cerkvenim praznikom, tem stvarem, ki so nas oblikovale, tudi recimo v starem režimu, prej so tisti po polnočenci, naslednji dan vsi so bili vprašani, ker se je točno videli, kateri so bili zaspani, pa kateri niso bili, ne, oni, ko so bili bolj zaspani, so očitno polnoč šli, naprimer, k polnočnici. Ampak, ko je meni recimo Ata propovedoval te take zgodbe, meni je bilo, mislim, to mi je bilo lepo zaradi tega, ker so ohranili vero v srcih, ker jim to toliko veliko pomeni, da ne glede na vse okoliščine, pa je komunizem bil mogoče še huje, ena taka 45 let dolga epidemija. Korona, ja. Če tako s tem zdaj primerjamo. Niso se bali takrat, pa praviš, tudi zdaj se ne bojijo, če te prav razumem. Ja, mislim, zdaj seveda duhovniki so odgovorni, so pristopili k temu z ukrepi vse, ampak da bi pa čisto odpisali, tako kot recimo Kustečeva šole kar zaprla za vse, to se mi pa ne zdi, mislim, to se pa ne bi meni zdelo prav, da bi jih kar dali na suho, nas vse vernike. Roman, kako je zdaj s tem, kje smo zdaj Slovenci? Ja, izvoli. Norma je omenila malo bivše čase, pa jaz sem imel kolega Trboveljčan, Kešina, sicer iz Hrvaške, je rekel, jaz sem bil v JLA, jaz sem praznoval Božič, sem dobil 7 dni pritvora. Mislim, to pa ni bilo prav, ne? Ni bilo prav, ampak je on vedel, da bo kaznovan, pa je vse in to naredil, ne? Jaz bi rekel svaka čast, ker on je s srcem čutil in to tudi jaz delam, ne? Jaz nekaj naredim, kar vem, da je prav, pa bom ogromno slabih stvari dobil, ne? Pa naredim nekaj, kar čutim, da je prav. In ta je tudi to naredil, pa dobil 7 dni pripora. Eno drugo stvar, ne, bi jaz rad izpostavil. Če mi dajemo na vago šole, cerkev, šport se meni zdi ključen. Mislim, to rekel, neko notranjo psihično trdnost mi tudi dobimo, če smo telesno močni. Jaz svetujem zdaj, če se človek lahko rekreira, to na psihološki, psihični, nezavedni ravni je ogromno pozitivno, to je boljš kot molitev, če ti 20 km odlaufaš, ali pa da ti doživiš užitek, da se spustiš tam po Krvavcu ali pa v Kranjski gori. To je bazen za dušo. Tisti, ki smo obsedeni športom, zdaj pa šport, ali pa za otroke, šport pa zaklenjen. Ja. Pa še tako bom rekel, jaz Simono Kustec poznam osebno, je športnica, tudi njeni otroci so bili športnici, njen bivši mož, Teo Lipicer, urednik športa, to vdaja včeraj, ki je bila Mojca Dipona v Edmejevih, je imel on... Skratka, je bilo to kakšno maščevanje, sem te hotel vprašati, Roman, bivšega soproga? Ne, pa ravno to... So bili kakšni osebni motivi zraven? Midva Simono Kustec sva bila tam v Lilu, z avionom v Pariz, na športni konferenci, 15 let nazaj. Ona je s srcem v olimpijskem komiteju, je bila brez maske na tisti večeri. Ona bi naredila vse, da bi bil šport odprt, samo ona ima nad seboj NIJZ, ko prav ne.
Ja, ni čisto res. Zapisniki te strokovne skupine, ki jo vodi dr. Bejovićeva, so prišli v javnost in oni so recimo predlagali, da se šole odprejo že 7. decembrom za prvo triado in vrtci in da so odprte pač do novega leta. Pa se takrat ministrica za to ni odločila, je rekla to, kar je Norma prej povedala, bomo šole odprli, ko bo absolutno varno. Ja, ampak zdaj jaz govorim za šport. No. Okay. Za šole imajo tudi svetovalce, vsi imajo pomisleke, medicinci imajo pomisleke. Ampak če bi bilo po ministričinem mnenju, bi Simona Kustec rekla, dajmo pustiti otroci, da grejo na treninge. Kakorkoli se zgodi, pejte na treninge. Zato, ker ne sme reči. Zato, ker tako mislim. Ker poznam približno, kako razmišlja, vem, da je zelo z olimpijskim komitejem. Olimpijski komitej bi dal vse, da se treningi začnejo. Ne samo prva liga članov. Otroci morajo trenirati, otroci morajo zadihati, biti v telovadnicah. Ne? In zdaj medicinska stroka ima veto s svojimi ukrepi. Meni se zdi tukaj drugi vidiki zelo pomembni. To mi je zanimivo, kar praviš, Roman. Ker v ponedeljek smo v tej oddaji gostili pač strankarskega šefa ministrice za izobraževanje, Simone Kustec Počivalška, ki je na to vprašanje glede šol rekel, ja, seveda pač kolektivno se odloča vlada, pogledajo se vsi vidiki, ampak minister resorni pa predlaga. Ne? Ja, ampak on je recimo predlagal, Počivalšek je predlagal, dajmo odpreti, trgovine, ne gremo v popolno zaprtje. Se pravi, a je to zdaj stvar po tvoje položaje znotraj vlade, kdo lahko kaj predlaga ali česa drugega? Pa ti moraš tudi vedeti, da smo rekli, da je bik. Bik rine kot buldožer. Ja. Mislim, smo jaz rekel, tako so ga poimenovali. Ampak sem ga vprašal, pa je rekel, da ga nič ne moti. V redu. Najprej je bil kozjanski bik, pa je pa napredoval štajerskega. No, zdaj nam rekel, Korenina pa je Sterbol. Mama njegova je Sterbol, pa babi Sterbol, pa partizanka, pa tako naprej. Babi je partizanka bila, ja. Ja, Brigita, tako z Gabrskega doma, vse vem. Ampak gospodarstvo, pa šola, pa otroci. Gospodarstvo mora imeti veto, da služimo denar. Šola pa laufa. Moja žena je učiteljica. To dela 12 ur na dan in se je kar nekako prilagodila in jaz se poslušam, to se dogaja pouk. Se ti zdi, da to laufa? Mislim, vse laufa, sam laufa. Poslušal, zdaj vse tole nov poslušala. Ona je rekla, boš da je takole, kot da gremo zdaj nazaj, da gremo nazaj na tisto v živo. Če tole zdaj smo se navadili, pa laufa, otroci se učijo, so neki drugi problemi, ampak kar gre. Ne moreš pa ti, pa ima tudi pred laptopom, ona telovadi. Ona ima tam zumbo na tleh, pilates, ne vem, ko se zvira tam po tleh, laptop na tleh in vsi otroci telovadijo doma. Ampak to je ona, ker je športnica po duši. In ti otroci nimajo gibanja, tle mene skrbi, ampak nimamo vse pameti in ne vem, kaj zdaj medicinci govorijo, kaj bi bilo, če bi se športni klubi odprli. Veš kako, zato tudi jaz ne vem, kaj medicinci govorijo, vem, kaj so rekli za šole, vem, kaj je reklo Ustavno sodišče za otroke s posebnimi potrebami, zdaj je naložilo prav vladi, da morajo najkasneje 4. januarja iti v šolo, ampak še nekaj me zanima, še ena tema, da se ne bomo zdaj zapletli okoli Božiča samo okrog teh šol, namreč obdarovanje, vemo pač, to je tudi čas, te prazniki so čas obdarovanj, začne se z Miklavžem, pa se kar nadaljuje, še Božič, Božiček, skomercializiran, pa potem še Dedek Mraz, ki smo ga imeli, dokler ni bilo Božička, zdaj imamo pa oba. Tu so verjetno otroci profitirali, se mi zdi, Ampak me zanima, sta vidva spremljala tale 28-urni maraton Radia 1, Oni vsako leto zbirajo takle čas pač sredstva v dobrodelne namene, in letos so zbrali pač 1 037 000 evrov. To se meni zdi za Slovenijo ena taka ogromna številka. Seveda so noter tudi donacije podjetij, ampak veliko pa darujejo tudi ljudje. Pa me zanima zdaj to obdarovanje po vajinem mnenju. Je letos bolj poudarjeno, manj poudarjeno, bi ga morali dati bolj v spredje, bolj v zadje. Kako je s tem po vajinem? Ja, meni se zdi, da smo Slovenci zelo tak radodaren narod, tudi za Krisa, ko se je zbirali, pa za Gala, pa ne vem, pa te za Maške, pa za Unice. Skozi nekaj zbiramo, ne? Veliko damo za to dobrodelno noto, ker se mi včasih zdi že kar mal za mal, oziroma da država pol za ene stvari sploh ne poskrbi, ker kar nekako prevali sej, če bo pa to, da bodo pa itak ljudje izbirali, pa bodo že zrihtali. To se mi zdi, naprimer, da se mi zdi, da se tako vladajoči mal kar izkoriščajo to našo dobrodelnost. Jaz osebno nisem spremljala tega maratona, sem videla samo en filmček, ko so prebrali pisma 4 otrok. Tragično, ne moreš, da ne bi ti šlo malo na jok.
Je pa pri nas glede obdarovanja doma bil tak režim, da Miklavža smo imeli, Božička pa Dedka Mraza pa nismo imeli zaradi tega, ker sta pa skomercializirana, oziroma Dedek Mraz so nam razložili, da to je neka komunistična verzija Miklavža. Ja. Miklavž je pa resnično obstajal in je bil škof, ki je pomagal in obdaroval po noč revne družine. In v njegov spomin imamo zdaj tudi mi za Miklavža obdarovanje. Roman, kaj ti praviš ti, ki si imel še mlajše otroke, si plezal kaj čez balkon po noč, pa si puščal kaj v nogavicah? Vse mi je žal, jaz sem tukaj suvereno nategnil svojega starejšega sina, da je zdaj bolj pristah teh teorij zarote. In zdaj v teh dneh bom tudi v angleščini posnel nekaj, ker sem, slovenske novice so to povzele, pa še pa reporter tudi kot izjava. Starši, mladi, ne predolgo časati flancati otroke o obstoju Dedka Mraza, Božiča ali pa Miklavža. Zato, ker otrok, kadar razvije, ko razvije svojo avtonomno misel, mu ne sme starš kot avtoriteta oporekati pa reči, da ptički nosijo Dedka Mraza pa pomagajo raznašati darila. Ne, ker otrok pa ve, da je to nemogoče. Se pravi, razvijem avtonomno misel, ki se zoprstavi prvi avtoriteti, ki so starši, in ta paradigma zoprstavljanja avtoriteti je zelo pomembna, ko pride v odraslost. Tam pa čuti, da je 5G tehnologija, kar je teorija zarote, da je to zarota nekih iluminatov, vlad, NASA, FBI, vlad. Skratka, teorije zarote, suvereno nekateri chemtrailsi, cepljenje, odpor do cepljenja. To je vse zaradi tega, ker ko so bili majhni, so verjeli v Božička, ali kaj hočeš reči? To bi bilo v tej naši kulturi. Freud pa ni imel s tem problemom, ker so otroci flancali, da štorkle prinesejo otroke. Ja. In otrok je pa vedel, da je nemogoče, ker je mamica imela trebuh, zdaj pa to, imam pa bratca, sestrico, pa nima več trebuha. Ko mi on govori, da štorkla, kje pa štorkla to dobi? Otrok je sam vedel. Zobna miška je dovoljena ali ni? Predolg, pri 3 letih, ampak takrat imajo še vsi zobe. Takrat še ne spadajo, ja. Predolg se otroke ne sme flancati, ker otrok je sam bolj pameten kot te avtoritete, ki naflancavajo, lažejo. In če se to preveč suvereno dela otroku, se v odraslosti porodi občutek teorij zarote. Cepljenje, zarota, chemtrailsi, strup, ljudje niso bili na Luni, VTC so sami, Američani sesul, Zemlja ravna ploskev ali pa votla, nismo bili na Luni. Ampak Roman, Svetovna zdravstvena organizacija je imela izjavo, kjer so rekli, da sta Božiček pa Dedek Mraz imuna na koronavirus in zato pač lahko potujeta po svetu. Tudi ta podvig teh v rdeče napravljenih Coca-Cola možičkov, vsaj Dedek Mraz bil ali pa Miklavž, pa Coca-Cola rdeč Božiček, se po vrvi spušča na klinični center. Pa flanca tiste otroce in vsi so veseli, odrasli smo veseli, ker se otroci nasmejijo. V otrokovi psihični realnosti se pa pojavi dvom, pa reče, koliko se norca delajo iz nas, pa mislijo, da je to res. Razveselijo daril, ampak po moji percepciji se starejše otroke, po 5. letu ne sme suvereno zavajati, ker ima škodljive učinke na njihovo psiho. Mi je všeč, da se razvnela, ampak počasi moramo končati, bi pa sam tole še dodal. Zadnjič sem pa prebral en dobro opis strani enega otroka, je rekel, da je pač po noči se zbudil, pa da je videl Božička, to je očitno bilo lani. So ga vprašali, kakšen pa je, pa rekel, tako oni, ki se oblečejo v Božička. Tako da evo, mogoče otroci res vejo, čisto dobro, za kaj gre. Ampak za danes pa Norma Brščič, magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil predbožični že 505. Faktor na TV3. Jutri ne zamudite najboljše oddaje tega tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo naredili politično analizo leta. Predvsem pa ne pozabite, vesel Božič in srečno novo leto.